ko sem na tleh, ko svet se mi podira in ko skrbi mi stiskajo srce. Počakam te, da tiho prideš k meni, ko dvigneš me visoko nad vse. Ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, viharjem se smeji. Čutim moč, ko nate se nasloni. Ko dvigneš me, sem več, kot si želim. Nasloni, ko dvigneš me, sem več, kot si želim. Ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, viharjem se smeji. Ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, viharjem se smeji. Čutim moč, ko nate se nasloni. Ko dvigneš me, kot si želim. Ko dvigneš me, sem več, kot si želim. Domen Kljun. Ljubezen se pričenja doma in ne gre za to, koliko naredimo, ampak koliko ljubezni vložimo v to dejanje. So besede, ki sem si jih izposodila od matere Tereze. Med nami posebej ponosno pozdravljam vse spoštovane visoke gostje in goste, med slednjimi minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek. Poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, gospa Alenka Helbl. Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Janez Cigler Kralj. Vodja sektorja za upravljanje izvajalskih organizacij, Direktorat za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo, gospod Klemen Jerinc.
Poseben pozdrav naj velja gostitelju, županu občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažu Roženu. Dovolite poseben pozdrav, ki ga namenjamo skupno vsem predstavnikom sosednjih občin, svetnicam in svetnikom, spoštovana direktorica Koroškega doma starostnikov, gospa Katja Pavlinič Šoba, pa vodja Centra starejših Kora, gospa Maja Pučel-Brunec, spoštovana arhitektka Maruša Zorec, pozdrav predstavnikom vseh javnih zavodov in državnih institucij, direktoricam in direktorjem inštitucij in sorodnih ustanov, dobrodošli poslovni partnerji Koroškega centra starejših Kora, drage prijateljice in prijatelji, naj velja topla dobrodošlica prav vsem. Danes smo na tem posebnem mestu priča posebnemu in predvsem težko pričakovanemu dogodku, odprtju našega novega doma za starejše. To je trenutek, ki nosi velik pomen za našo skupnost, saj predstavlja korak naprej v zagotavljanju kakovostne skrbi za naše starejše občanke in občane. Center starejših Kora Ravne na Koroškem je načrtovan kot sodoben večnamenski objekt za izvajanje dnevnih oblik varstva, začasnih namestitev za starejše, doma za starejše in pripadajočih prostorov. Investicija vključuje značilnosti gradnje prostorskih rešitev in uporabljenih materialov, kot jih narekuje potrjena uspešna praksa tako imenovanih domov 5. generacije v drugih okoljih Evropske unije. Koncept gradnje in idejna zasnova sta z uporabo sodobnih metod in konceptov na področju varstva odraslih uveljavila sveže pristope in inovativne načine dela v lokalnem okolju. Nov center pomeni celovito oskrbo starejših, ob tem pa nudi tudi prostor za socialno vključevanje in medgeneracijsko povezovanje. In točko, kjer se bomo občanke in občani, gostje, obiskovalci in soustvarjalci vsebin počutili dobro, domače in sprejeto. Skupaj gradimo mostove med generacijami in skupaj ustvarjamo kakovostno življenje za vsakega posameznika, s poudarkom na starejših. K besedi vabim direktorico Koroškega doma starostnikov Črneče, katerega del je tudi poslovna enota Centra starejših Kora, spoštovana gospa Katja Pavlinič Šoba, prosim povabljeni k besedi. Spoštovani minister za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, gospod Aleksander Jevšek, spoštovani predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost, gospod Klemen Jerinc, spoštovani župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, spoštovani poslanec Državnega zbora, gospod Janez Cigler Kralj in spoštovana poslanka Državnega zbora Alenka Helbl. Spoštovani župani ostalih občin, spoštovani direktorji ostalih socialno-varstvenih zavodov in ostali vabljeni. Opravičiti pa moram gospoda Zvera, ki bi želel biti tudi z nami, ampak žal so prišle neodložljive obveznosti. Na moji desni je zapisan vers: če ljubiš, ni to še nič, če si ljubljen, je to že nekaj, če pa ljubiš in si ljubljen, je to vse. V našem domu smo ljudje, ki delamo svoje delo s srcem, ki delamo za ljudi, ki se čutimo k svojemu delu poklicani in delamo v smeri najboljšega. In v skupini srčnih je nastala ideja, da zgradimo dom, ki bo naslavljal potrebe starostnikov in bo imel dušo. Občina Ravne na Koroškem je že 2 desetletji nazaj problematiko staranja prebivalstva zaznala kot enega ključnih izzivov prihodnosti in jo začela leta 2010 tudi sistematično naslavljati. Z majhnimi, a uresničljivimi, merljivimi in konkretnimi koraki je vztrajno povečevala kakovost življenja starejših. Analiza in strokovna dognanja, desetletje dela na terenu, strategija dolgožive družbe, nacionalni razvojni program na področju socialnega varstva in uvajanje dolgotrajne oskrbe so nakazovali pot razvoja in začela je zoreti ideja, da bi se na Ravnah vzpostavil center starejših. Nastala je ideja o tako imenovanem domu 5. generacije, ki združuje izvajanje storitev skupnosti, dnevni center, institucionalno varstvo, prostor za izvajanje programov in socialno-varstvenih storitev, prostor za vzpostavljanje ter ohranjanje stikov in samostojnosti, prostor, kjer lahko starostniki živijo kakovostno življenje in se kulturno udejstvujejo, takšen, ki bo namenjen razvijanju socialnih inovacij,
bo izobraževalno središče in ne nazadnje center druženja vseh generacij. Zasnovan na podlagi ideje, da starostniki niso enotna kategorija in da jim moramo v različnih starostnih obdobjih ponuditi različne storitve in programe. V desetletje trajajočem sistematičnem delu občinskih organov, društev, laikov in stroke se je izoblikovala vizija, ki jo je strokovno izpopolnil Koroški dom starostnikov in jo uspešno prijavil na razpise za investicijska sredstva. Zaradi skupno ocenjene vrednosti celotnega projekta izgradnje na okoli 10 milijonov in omejenih razpisnih sredstev glede na posamezno področje, je bila gradnja predvidena fazno. Najprej se je leta 2020 začel graditi del stavbe, ki je vključeval 14 mest dnevnega varstva ter 18 mest začasnih namestitev, vključeval pa je tudi prenovo dvorca Javornik, ki je spomenik lokalnega pomena in namen obnove katerega je bil zagotoviti prostor za izobraževalni in kulturni del celote. Leta 2021 pa se je začela še gradnja stavbe, ki bo zagotavljala 25 mest institucionalnega varstva, tako imenovana Kora 2A faza. Za izgradnjo dnevnega centra in začasnih namestitev so bila pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kjer se zasledujejo cilji izboljšanja kakovosti skupnostnih storitev oskrbe v okviru 9. prednostne osi, socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine v višini 1,4 milijona evrov. Ker je v sklop projekta sodila tudi prenova dvorca Javornik, je bil ob začetku sanacije v res zelo slabem stanju, je občina Ravne na Koroškem dodala še 400 000 evrov. Za izgradnjo 25 mest institucionalnega varstva pa je dom uspel pridobiti sofinanciranje v višini 6 milijonov evrov. Od tega je bilo 3,5 milijonov evrov pridobljenih sredstev v okviru 15. prednostne osi REACT, razliko 2,5 milijonov pa smo pridobili iz sredstev integralnega proračuna države. Finančna konstrukcija projekta je bila oblikovana na cene iz leta 2019 in 2020, ki so bile skladne s takratnimi cenami gradbenega materiala in storitev. Vojna v Ukrajini in ostale nepredvidljive razmere na svetovnih trgih pa so povzročile enormno rast cen gradbenega materiala in storitev. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je dvorec v veliko slabšem stanju od predvidenega. Na podlagi zapisanega nam je sredi projekta kljub racionalizaciji projektnih stroškov, predvsem na račun opreme za dokončanje celotne stavbe oziroma za vzpostavitev delovanja centra, ki bi vključeval tudi celotno prenovo dvorca, zmanjkalo cirka 1 milijon evrov. Dom se je trudil, da bi razliko pokril z lastnimi sredstvi, a je bila lanskoletna situacija zaradi dviga cen energentov, surovin, poplav, kjer je bilo potrebno sanirati tudi že obstoječe in novo zgrajene stavbe, finančno prezahtevna. A projekt ni nastal kot ideja posameznika, nastal je z vizijo, nastal je kot projekt skupnosti in nastal je zato, da uresničimo dolgoletne ideje o tem, da se zagotovi prostor, kjer bo na več ravneh poskrbljeno za kakovostno bivanje starostnikov in za nas to, da vržemo puško v koruzo, ni bila opcija. In je nismo. In sreča je bila tudi tokrat na strani pogumnih. Za dokončanje dvorca in osrednje stavbe smo uspeli prejeti 550 000 evrov donacije anonimnega donatorja, za kar se mu tudi javno še enkrat iskreno in iz srca zahvaljujem. Prav tako pa upamo na še nekaj sanacijskih sredstev po poplavah in neurjih za finalizacijo dvorca, za kar se trudi gospa Mateja Kuntarič iz Ministrstva za solidarno prihodnost. Spoštovana, za vaš angažma se vam še enkrat iskreno zahvaljujem. Vaš boj z birokracijo je res neprecenljiv. Za vodenje tako zahtevnega projekta je potrebno veliko požrtvovalnosti, energije, volje in usklajevanj. Projekti so živa stvar in presenečenja so del vsakdana, posebej, če tvoj projekt obsega prenovo dvorca iz 16. stoletja. Vsako sredo smo najprej s podjetjem Kograd Igem in nato s podjetjem Vertikala usklajevali delo za izgradnjo objekta in prenovo dvorca, katerega idejno zasnovo je naredila naša arhitektka Maruša Zorec iz Area arhitekture. Da smo imeli možnost sodelovati z večkrat nagrajeno arhitektko, je bila čast in privilegij. Ravno zaradi nje ima naš objekt danes lepoto
in ima dušo. V njem bomo zagotovo izpolnjevali priporočila iz strategije dolgoživež družbe, kjer se izpostavlja povezanost kulturnega udejstvovanja in dviga kakovosti življenja. Da je projekt tekel v skladu s predpisi, je skrbel Primož Praper iz podjetja EU-Trip in njegovi sodelavci. Da je bil projekt vedno usklajen s krovnim ministrstvom, je bil odgovoren gospod Peter Medved ob pomoči gospe Lidije Kodrič-Vuk. Da je bil projekt peljan administrativno tekoče, sta odlično poskrbela projektna koordinatorka Nuša Gregoršanec in Rok Slemnik, ki se jima je nato sredi lanskega leta pridružila naša nova vodja centra Kora, Maja Pučel-Brunec. Slednja je v projektu skupaj z ostalimi sodelavci dala prepotrebno zaključno energijo, za kar se vam, dragi novi in stari sodelavci, iskreno zahvaljujem. In še nekdo je bil vsako sredo in še vse ostale 4 dni v tednu in že tako 4. leto nepogrešljiv del gradbišča, naš Janez Mačič. Janez, tvoja strokovnost, angažiranost in pripadnost našemu skupnemu projektu je bila naš povezovalni element. Brez sodelavcev, ki me obkrožajo in so moj nepogrešljivi tim, bi bilo moje delo veliko težje. Janez, brez tebe pa bi bil projekt le črka na papirju. Za tvoje požrtvovalno delo se ti še enkrat iskreno zahvaljujem. Danes je dan, ki smo ga čakali 4 leta, a da smo prišli do današnjega dne, je bilo potrebno veliko dela in podpisanih pogodb. Eno ključnih sta podpisala gospod Janez Cigler Kralj, ki je bil takratni minister za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, drug podpis pa je prispeval gospod Srečko Mlačnik, nekdanji direktor Koroškega doma starostnikov. Gospod Mlačnik in gospa Marjana Kamnik sta strokovno izpopolnila in oblikovala vizijo novega centra starejših in jo pripeljala do faze izvedbe. S timom pa smo se trudili, da dom zgradimo ter ga pripeljemo do današnjega dne. Še naprej pa se bomo trudili, da mu damo tudi dušo. Čeprav danes formalno zaključujemo fazo izgradnje, pa smo pravzaprav šele na začetku. Moje poslanstvo in poslanstvo vseh nas tukaj zbranih je v zadovoljevanju potreb naših stanovalcev, naših ljudi. Trudili se bomo, da bo jesen življenja slehernega posameznika pri nas obarvana z najlepšimi barvami, ki jih bomo mešali skupaj s pristnimi odnosi, solidarnostjo, ohranjanjem dostojanstva ter ljubeznijo. Trudili se bomo, da bomo ambasador kakovostnega življenja in širjenja kulture med starejšimi in da bomo dnem plemenitili ure. In navaden spomladanski dan se bo danes zapisal v zgodovino Korošcev kot dan, ko so se uresničile naše sanje. Hvala vsem in srečno Center Kora. Hvala lepa. Grega Šteharnik je že okrogli 2 desetletji aktivno vpet v kulturno dogajanje na najvišjem nivoju glasbene umetnosti. Po zaključenem šolanju saksofona, kjer je bil prejemnik več odličij iz tekmovanj, je kot član različnih glasbenih skupin in orkestrov koncertiral na mnogih, tudi eminentnih odrih. Konec leta 2021 je izdal svoj glasbeni prvenec za izjemne dosežke na področju glasbenega udejstvovanja in prispevek k večanju prepoznavnosti kulturne dejavnosti pa je prejel tudi Prežihovo plaketo občine Ravne na Koroškem. Grega Šteharnik in Budapest, George Ezra.
Danes je poseben dan, ki se bo zapisal v zgodovino našega mesta. Dolgoletne težnje na eni strani po iskanju rešitev za dvorec Javornik, renesančno baročno palačo iz 16. stoletja, spomenik lokalnega pomena, ter na drugi strani omogočanja varne in dostojne starosti doma na nam ljubih Ravnah, združujemo v en sam cilj. In te sanje se danes tukaj uresničujejo. O pomenu današnjega dne in eni težko pričakovanih in največjih investicij občine Ravne na Koroškem bo misli in svoja osebna ter poklicna prizadevanja najlepše strnil župan dr. Tomaž Rožen. Prosim. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem, spoštovani gospod minister, gospod Jevšek, spoštovani gospod bivši minister, gospod Janez Cigler Kralj, spoštovana direktorica, vodja enote, center Kora, spoštovana Marjana Kamnik, avtorica centra Kore, spoštovani poslanka Državnega zbora in pa so tudi predstavnik Ministrstva za solidarno prihodnost, ter so vsi ostali gostje, lep pozdrav v imenu naše lokalne skupnosti. Že toliko, ko vas je zbranih, mi že s to udeležbo poveste, kako pomembna pridobitev je danes pravzaprav pred nami, kako velik dogodek je to za občino Ravne, kajti res vas zelo težko, tako veliko zberemo na enem mestu. Tako da hvala vsem vam, ki ste danes zbrani za to udeležbo. Zdaj, za to, da danes tukaj stojimo, se je moralo zgoditi veliko ljudi je bilo vpletenih, pa če najprej začnem s to osebno noto, čestitam na prvem mestu sedanjemu vodstvu, direktorici Doma starejših in sva tudi vodja enote centra Kora, da sta prevzele ta projekt pred 4 leti, ga pripeljale do te faze, do tega simbolnega, realnega začetka oziroma konca investicije, začetka življenja. Zgodba svoja še ni končana, ko boste kasneje videli, no, čakamo še kak pozitivni signal Ministrstva za kulturo, kajti svoja dvorec ni še popolnoma obnovljen, manjkajo še parkirišča, manjka še marsikaj, tako da dela nas kot lokalno skupnost, kot državo čaka še veliko, vendarle pa vama seveda na prvem mestu čestitka, da sta tako uspešno pripeljale zgodbo do današnjega začetka oziroma konca ene faze. Druga čestitka in zahvala če grem časovno nazaj, zagotovo ministru Janezu Ciglerju Kralju in takratnemu njegovemu šefu, predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši, kajti v tistem trenutku času smo po 16 letih romanja z ljudmi, ki bom jih pol omenil, vendarle naleteli na odprta vrata, kajti občina Ravne je bila bistveno prešibka, da bi se lahko lotila te obnove dvorca, gradnja doma za starejše, revitalizacije tega območja, teh zemljišč na robu mesta, na tej nekdaj oziroma tudi sedaj elitni lokaciji naše lokalne skupnosti, kajti vidite, kako elitna je, vidite do konca občine Prevalje. In ko smo naleteli končno na prava odprta vrata, torej ministra takratnega resornega in predsednika vlade, se je pravzaprav zgodil tisti odločilni finančni, javnofinančni korak, da danes lahko stojimo tukaj. Torej, moja čestitka in zahvala drugi dvojici takratnih odločevalcev, brez katerih ne bi stali danes tukaj, to sta predsednik vlade takrat in pa so tudi današnji prisotni, nekdanji minister, sedanji poslanec, tudi kandidat za evropskega poslanca, skratka, naš bivši domačin Janez Cigler Kralj, hvala so tudi vam v veliki meri. Samo medklicno, gospod Jevšek je bivši Čečovčan, gospod Cigler Kralj je bivši Javorničan, jaz bivši Javorničan, tako da imate same domačine danes tukaj zbrane v prvi vrsti. Tretja zahvala in čestitka časovno nazaj pa zagotovo gospodu Srečku Mlačniku, direktorju doma, ki je nekje ni v prvih 2 vrstah, in pa njegovi vodja enote Doma starejših Slovenj Gradec in tudi vodja enote centra Kora do točke, ko je bila bakla štafeta predana mladini, gospa Marjana Kamnik. Nekaj je Srečko, nekaj je skrit, jaz ga ne vidim. Pardon, se tu je od spredja, ja, redo. No, ona dva pa sta svoja tista, ki sta največ prispevala k temu, da je občina Ravne revitalizirala ta prostor, kajti dolgo nismo vedeli, kaj naj s tem počnemo. Pred 16 leti je to bila zasebna lastnina, dvorec je bil razpadajoč, v njem so bile
so se zbirali ljudje, ki so potrebovali pomoč, so bili seveda odvisniki od drog, je bilo to zelo negativna točka našega mesta, naše lokalne skupnosti, danes pa vidimo, da je to v čisto novi sijoči podobi in trma Marjane Kamnik, vizija Marjane Kamnik in pa so tudi podpora gospoda Srečka Mlačnika. In res veliko poti v Ljubljano je prispevalo k temu, da smo lahko torej pred 4 leti ste podpisali te ključne pogodbe, da je lahko občina Ravne celo to območje podarila oziroma prenesla državi, za kar je bila potrebna politična volja ter prevzela svojo to nalogo skrbi za starejše in tudi obnove kulturne dediščine, čeprav Ministrstvo za kulturo se mora še izkazati, še prispevati kakšen evro, da bomo lahko tudi drugi dvorec v občini Ravne, kot smo prvi dvorec, kjer domuje Koroška srednja knjižnica, tudi že obnovili. Tako da res zahvala vsem tem 3 dvojicam, ki ste prispevali k temu. Drugače pa, kot je že povedala predhodnica in bo še kdo za mano, zagotovo bo Center Kora en pomembno središče, vozlišče naše dejavnosti, skrbi za starejše, medgeneracijskega druženja, pomemben del mesta. Dom ni namenjen oziroma ta lokacija ni namenjena zgolj tem prebivalcem, ki boste tukaj ali bodo tukaj živeli, ampak seveda bo to res center skupnostnih storitev, od koder se bodo izvajale marsikatere storitve v prihodnosti. Računamo na to, da bo za starejše še lepše poskrbljeno v naši lokalni skupnosti, še širše, tako da res želim uspešen začetek dela. Kolikor slišim, se ljudje tu radi zaposlujejo, mislim, da tu za mano stojijo, da s tem ni težav, čeprav veliko domov za starejše ima probleme z zaposlovanjem, tukaj v Centru Kora ni teh težav, kar je zelo dober znak, zelo dobro pozitivno vzdušje in verjamem seveda, da bodo prvi stanovalci navdušeni, je že vrsta čakajočih, tako da bo potrebno seveda naprej še razvijati to infrastrukturo, skratka, želim uspešen začetek življenja Centru Kora, zagotovo ga bomo mnogi redno obiskovali in želim torej, da bi se Javorničani tu dobro počutili in da bi to nekdaj degradirano območje, ki danes sije v res sijajni luči, živelo še naprej, bilo integralni del lepega dela mesta, nalog nas čaka še veliko in verjamem, da z podporo države, tudi ministrov in pa lokalne skupnosti bomo uspešni vsi skupaj tudi v prihodnje. Tako da res epohalni dan za Ravne, če bi lahko spreminjali datum občinskega praznika, bi bilo primerno, da je danes tudi en tak način občinski praznik, kajti to je res velika pridobitev za nas in se še enkrat vsem zahvaljujem, ki ste prispevali k temu, da danes na Ravnah sijemo s ponosom. Hvala. Hvala lepa. Kot opolnomočenim posameznikom možnost izbire predstavlja najvišjo dimenzijo svobode in uresničevanja lastnega jaza. Zato tudi smelo zasnovano Center Kora pooseblja koncept Izbiram sam, ki bo temeljil na večji možnosti izbire uporabnikov med paleto storitev v skupnosti na način, da je uporabnik obravnavan z večjim upoštevanjem njegove individualnosti in njegovih potreb v vsakdanjem življenju. Ostati v domačem okolju s pestro izbiro možnosti storitev in aktivnosti, denimo dnevnega varstva, pomoči na domu in socialnega servisa, je nedvomno želja vsakega posameznika, vsakogar od nas. Kako sanje postanejo resničnost, smo doživljali tudi s spremljanjem zgodbe našega izjemnega glasbenega gosta, Domna Kljuna. Kljub temu, da mu po žilah teče glasba, je med njegovimi najpomembnejšimi vrednotami dom. Zmaga v šovu Slovenija ima talent mu je odprla vrata v glasbeni svet, le 3 mesece kasneje pa je Domen Kljun že predstavil svojo čisto prvo ljubezensko balado Le s teboj. In še manj kot 3 mesece kasneje z nami na enem najlepših dni za Ravne na Koroškem Dolenec svojo novo balado Domen Kljun in Le s teboj. Se še spomniš tistih dni, ko spoznala sva, da isto čutiva in
živiva drug za drugega. Zdaj bi rad zaupal ti, v meni želja tli, da od tod do večnosti bi delila z mano vse poti. Srce naj čuva mi tvoja dlan, tvoja dlan. Nežno vzamem te v objem, da začutiš me. Saj tebi dan za dnem sem predan, neskončno ljubim te. Le s teboj se ustavi čas, v meni poje ljubezni glas, da le s teboj, dan je v srečo tkan, srce naj čuva mi tvoja dlan, tvoja dlan. Domen Kljun. Center Kora se uresničuje kot celosten model izvajanja storitev v slovenskem prostoru, ki sledi vsem trem ključnim ciljem resolucije o nacionalnem programu na področju socialnega varstva, od zmanjševanja tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti, dostopnosti in krepitev kakovosti in razvoja na področju socialnega varstva. Tudi s centrom rednega izobraževanja in usposabljanj tako za laični kot tudi strokovni kader. Prav vsem nam pa v uteho malo manj negotovega odgovora na vprašanje, kaj bo z mano na stare dni. Starost ni le številka, temveč darilo, ki prinaša bogastvo izkušenj in globoko modrost. Spoštovane, spoštovani, z nami je danes tudi gospod Klemen Rinc, vodja sektorja za upravljanje izvajalskih organizacij iz Direktorata za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo, ki ga z vsem dolžnim spoštovanjem prijazno vabim k besedi. Prosim. Spoštovana gospa direktorica Katja Pavlini Čoba, spoštovani visoki gostje in vsi zbrani, lep pozdrav. Danes smo tukaj, da proslavimo otvoritev Centra skupnostnih storitev, ki ni le prostor za bivanje in srečevanje, temveč simbol solidarnosti in skrbi za starejše. Kot predstavnik Ministrstva za solidarno prihodnost sem ponosen, da lahko sodelujem pri tej pomembni in srčni otvoritvi. Dom starejših občanov ni le prostor namenjen starejšim, temveč bo postal tudi središče medgeneracijskega dialoga, kjer se bodo prepletale izkušnje, znanje in ljubezen. Verjamemo, da bo ta dom postal ne le kraj za prijetno bivanje, temveč tudi prostor za aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa ter za ustvarjanje novih, nepozabnih spominov. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vodstvu doma, ki je svojim trudom, predanostjo in vizijo
omogočilo uresničitev tega projekta. Hvaležni smo vsem, ki ste svoj delež prispevali k temu, da lahko danes stojimo v tem čudovitem domu, in ki bo nudil topel in varen dom. Prav tako bi izrazil globoko hvaležnost vsem zaposlenim, ki bodo skrbeli za dobro počutje stanovalcev. Vaše delo je ključno in vaša prijaznost ter skrb bosta ustvarjali okolje, ki bo spodbujalo samospoštovanje, dostojanstvo in medsebojno spoštovanje. Ob tej priložnosti si vzemimo trenutek, da se zahvalimo vsem, ki ste svoj delež prispevali k uresničitvi te vizije. Skupaj smo dokazali, da je skrb za starejše generacije ena izmed najpomembnejših vrednot naše družbe. Prepričan sem, da bo ta dom postal simbol naše predanosti, spoštovanju in skrbi za starejše. Naj bo ta dom kraj, kjer se srečujejo ljubezen, razumevanje in spoštovanje do vsakega posameznika. Naj bo kraj, kjer se stkejo nova prijateljstva in kjer se negujejo že ustvarjeni odnosi. In tako ob tej čudoviti otvoritvi naj ta dom postane svetilnik solidarnosti in sočutja, ki nas vodi k boljši prihodnosti. Naj bo kraj, kjer se širi povezanost in kjer se rojevajo novi občutki pripadnosti in skupnosti. V imenu Ministrstva za solidarno prihodnost se zahvaljujem za povabilo in želim vse dobro. Hvala lepa. Hvala lepa. Veseli smo, da vas je pot zanesla ravno danes med nas na Koroško, na naš idilični dvorec. Toplo dobrodošlico pa izražamo tudi gostu koroških korenin, ki ga je pot sicer odnesla v Ljubljano, a se rad vrača v naše konce. V kratkem tudi v literarni vlogi. Spoštovani minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, prijazno povabljeni, da nam namenite nekaj besed, prosim. Spoštovani zbrani, kako lepo vas je videti. Iskrene čestitke vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k tej čudoviti pridobitvi Raven na Koroškem. Od bivšega ministra, sedaj poslanca, župana, prejšnjega župana in skratka vsi zaposleni, ki ste bili, kar mi je zelo všeč, tudi našteti s priimki in imeni. Čestitke. Otroštvo sem preživljal na Ravnah na Koroškem in zato me danes prevevajo posebna čustva. Tu na Javorniku smo v počitnicah nabirali hmelj, ko so v fabriki zagnali plavže, so bile cele ravne prašnate in meža je bila zamazana kot kava. Danes so ravne drugačne. Ravne se razvijajo se tudi koroške občine in to me posebej veseli. In ko bo Koroška regija povezana še prometno, potem ima vse pogoje, da postane Koroška močna slovenska regija. In močne slovenske regije so tiste, ki ustvarjajo močno Evropo. To je bilo povedano še nekajkrat na zadnjem sestanku ministrov za kohezijo in regionalni razvoj. Skladen regionalni razvoj je tisti, ki bo naredil močno Evropo. In to je tudi naša naloga v Sloveniji. In zato tudi ta pridobitev prispeva k skladnemu regionalnemu razvoju. Ne samo za tiste, ki bodo tukaj bivali, ampak tudi za zaposlene. In to je naša naloga. Naša naloga vseh Slovenk in Slovencev pa je, da za Evropo, tudi s pomočjo katere je bila ta investicija financirana, volimo 9. junija. Gremo na volitve in volimo. Dajmo odločati tudi mi, Slovenke in Slovenci, o tem. Spoštovane in spoštovani, življenje je tako, da nas slej ko prej pripelje tja proti Barbari. Ampak ne bo ta pot
sončna, naj bo dolga, naj traja leta in leta, naj bo zdrava in naj bo nasmejana, tako kot je današnji dan. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovani minister dr. Jevšek, v znani zimzeleni skladatelja Žaka Revuja, ki je glas posodil in se tako zapisal v zvezde Frank Sinatra My Way, bo z nami Gregor Šteharnik na saksofonu, danes tudi kot posebna izbira direktorice Koroškega doma starostnikov.
Pa dovolite še potep v preteklost. Pisal se je 20. maj 2021, ko je bil ravno na tem mestu, nedaleč stran od mesta, kjer se nahajamo, simbolično položen temeljni kamen za prihodnost. Za prihodnost, ki se tukaj snuje v naročju bogate in razburljive preteklosti dvorca Javornik, ki se prvič omenja 1410. in v osnovi izvira iz 16. stoletja, ko se je klical Jabornik po svojih lastnikih. Pozneje se je njegova podoba z menjavanjem lastnikov spreminjala in v letu 1910 je doživel celotno temeljito prenovo. Svojo dominantno lokacijo predstavlja dvorec Javornik pomemben urbanistični poudarek, s katerim zaokroža historično identiteto naselbinskega jedra Ravne na Koroškem. In del inovativne investicije doma 5. generacije je tudi izjemno zahtevna prenova dvorca Javornik, enega najpomembnejših objektov kulturne dediščine na Koroškem. Projektiranje dvorca Javornik in celotnega območja centra starejših Kora je delo priznane slovenske arhitektke Maruše Zorec, ki se je izkazala s svojim strokovnim znanjem in z občutkom za kulturno dediščino, z zavezanostjo trajnosti in funkcionalnosti. Naj dodam, da je spoštovana Maruša Zorec ravno ta mesec prejela tudi prestižno nagrado, medaljo Henricha Tesenova za arhitekturo, za kar ji iskreno čestitamo. Pa naj kot drobec preteklosti dodam še informacijo, da je na lokaciji centra starejših Kora bilo odkrito najstarejše naselbinsko odkritje v Koroški regiji in najstarejše proso v Sloveniji. Datiranje posameznih najdb prosenih zrn pa je, tako najnovejši podatki, pokazalo, da imamo več kot 90% verjetno v rokah eno izmed najstarejših najdb prosa na naših tleh, datirano 1391-1194 pred nami, kar pomeni kar 3000 let nazaj. Tudi to si zasluži aplavz, gre za mejnik odkriti. Maruša Zorec oziroma Area arhitektura sta tudi zaslužna za novo vizualno podobo dvorca Javornik, ki se upada s cilji varstva kulturne dediščine. Spoštovana gospa Zorec, v imenu lokalne skupnosti in širše hvala in seveda z vsem dolžnim spoštovanjem iskreno povabljeni, da nam namenite nekaj besed. Spoštovani gospod minister, spoštovani poslanci, spoštovani gospod župan, direktorica gospa Katja, spoštovana vodja enote Maja. Spoštovani Korošci, vsi gosti, sodelavci, bodoči uporabniki tega doma. Veliko čast nam je pravzaprav bilo, da smo se lahko začeli ukvarjati s tem projektom. Pravijo namreč, da je vsaka družba močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Zato je skrb za starostnike, ki spadajo med ranljive skupine naše družbe, izredno pomembna. Za skupine moramo še posebej skrbeti in paziti, da ostanejo zdrave, močne in samostojne. Da starostniki živijo dobro, dostojno, srečno, polno in izpolnjeno, da niso osamljeni. Skrbeti moramo zanje najbolje, kot le lahko, saj starost čaka tudi vse nas. Občina Ravne se je prav zato odločila, da enega svojih najlepših prostorov pravzaprav nameni prav njim. Gre za prostor, ki stojimo danes, ki so ga naseljevali naši predniki že pred 3000 leti, kar dokazuje tudi proso, ki je bilo tukaj najdeno. To je prostor, ki je v fokusu cele doline in odpira prekrasne poglede ne na Uščo goro, predvsem na Peco, na cele Ravne in na sončni zahod. Zato smo izjemnost te lokacije skušali na nek način združiti tudi v tem našem projektu. Dvorec Javornik, ki se je nekoč imenoval Prušnikov dvor, kasneje dvorec Gamsenik, potem po Jabornikih tudi Javornik, je bil, ko smo se začeli ukvarjati s tem projektom, na nek način v propadajočem stanju. Občina je, mislim, da kakšnih 20 let iskala rešitve in vsebine, s katerimi bi ta prostor napolnila z novim življenjem.
Zato je bila skrb za samim konceptom namenjena predvsem temu, kako postaviti dvorec v središče in okoli njega oblikovati raznolike ambiente in javne prostore namenjene skupnosti. In ta skupnost se bo lahko združevala tukaj na skupnem odprtem dvorišču, v skupni avli, z teraso, s pogledi na sončni zahod, v novi kavarni, ki bo oblikovana v dvorcu in seveda v vseh prostorih, ki so namenjeni medgeneracijskem centru, dnevnemu varstvu, začasnim namestitvam in tudi stalnih namestitvah, ki jih boste videli potem v nadstropjih v stavbi, ki je zgrajena popolnoma iz lesa. Naša želja je, da postane to skupni prostor skupnosti, kjer se bodo združevali ne samo Ravenčani, ampak vsi Korošci. Tukaj bodo, verjamem, vsaj kot sem spremljala pravzaprav ekipo v zadnjih dneh, dobrodošli prav vsi. Ta projekt je v bistvu zelo zahteven projekt. To je zelo kompleksen projekt. Nastajati je začel v koronskih časih, ko smo skupaj z gospo Marjano Kamnik sedeli in snovali idejno zasnovo, kako bo tukaj življenje potekalo. Gradnja sama, ki je potekala v 2 fazah, spomnite se Katja, Maja, je bila izjemno kompleksen projekt. Šlo je za borbo na gradbišču v mrazu in blatu. Zato bi se rada res iskreno zahvalila vsem, ki ste ne samo meni, ampak vsem nam pri tem stali ob strani. Najprej gospodu županu, da je ta prostor podaril vsem nam. Potem Primožu Praparju, ki me je povabil k temu projektu. Iskrena hvala, Primož, za vso podporo ves ta čas. Gospe Kati, za pomoč in podporo v vseh pogovorih vsako sredo tukaj na gradbišču. Moram se zahvaliti seveda Zavodu za spomeniško varstvo za iskreno in dobro sodelovanje. Aniti Slivnik z občine za vso pomoč pri urejanju zunanjih prostorov in podporo. Bojim se, da ne bom pravzaprav koga pozabila, ampak moram se zahvaliti vsem izvajalcem pri tem projektu, tako Borisu Hribršku kot tudi podjetju Vertikala. V bistvu z vašo pomočjo, z vašim spoštovanjem lahko eno arhitekturno zasnovo pravzaprav speljemo do konca. Rada bi se zahvalila vsem, ki na takih otvoritvah niso omenjeni, to so pravzaprav vsi gradbeni izvajalci in vodje gradbišč. Poleg Borisa, Petra, Dejana, seveda tudi Liridono in Renato, ki so do konca skrbeli za to, da se je projekt res skušal zaključiti, kolikor se le da. Rada bi se zahvalila tudi vsakemu delavcu posebej. Brez njihove energije, morate vedeti, njih danes tukaj ni z nami, tega objekta ne bi bilo. Res srčna hvala. Predvsem pa se moram zahvaliti ekipi, ki je tukaj bila z nami skozi na gradbišču, Janez Mačič. Brez tvoje podpore, tvoje pomoči danes v bistvu ne bi uživali v teh prostorih. In pa seveda ekipi, ki mi vedno in skozi stoji v strani, to so sodelavci mojega biroja, vsi skupaj, predvsem pa Neni za skrbno podporo pri iskanju čim boljših elementov opreme, ki bodo dali dušo temu prostoru, in pa predragi Maši Živec, moji sodelavki, ki je bdela tukaj od začetka do konca na gradbišču, v vseh teh težkih pogojih se borila za to, da to rešitev speljemo do konca. S tem pragmatični težkih stvareh si dala tudi ti dušo tem prostorom. Najlepša hvala. Uživajte v njih, bodite tukaj, čim večkrat zbrani skupaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot ste zaznali, kopica imen, kopica ljudi in kopica osebnega angažmaja. Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalimo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, sodelovali pri gradnji, pri opremljanju, pri dobrih mislih, ki jih pošiljate, ter seveda vsem tistim, ki bodo vsak svoj naslednji delovni dan svojega kariernega poslanstva namenili skrbi za dobro počutje vseh, ki bodo tukaj domovali. Hvaležni smo tudi vam, da ste se nam pridružili tako številno na tem pomembnem dogodku. Pa naj nadaljujem še s tistim ciljem, ki ga imamo tudi v načrtu, medgeneracijski preplet in sodelovanje. Pesem Lika Elze iz Frozen poje o klicu, ki jo vodi k razkritju skrivnosti svoje preteklosti. O želji po raziskovanju neznanega in premagovanju strahu pred spremembami. Kaj ni prav to tisto nekaj, kar vsi mi potrebujemo? V medgeneracijski slogi in jasnemu sporočilu vsi mi potrebujemo drug drugega. Athena in Into the Unknown,
nekam daleč stran, Atena. Kradeš tihe mi noči in mi misli zamotiš, da ne vidijo oči. Morda podoba meni, le sorodna duša si, ki dobro ve, da ni tam, kjer si želi. Vsak nov dan je bolj zahteven, da mi raste moč, nekaj pa me vleče, da odšlami nekam daleč stran, nekam daleč stran, nekam daleč stran. Si tam zunaj, za valovi, me razumeš, le pokaži. Atena. Medgeneracijska sloga in delo s starostniki je poslanstvo. S tistim, s katerim tkemo posebne niti vključujoče aktivne in povezane skupnosti, kjer smo v sobivanju in sožitju opolnomočeni in v raznolikosti sprejeti. Vse to je kot poslanstvo z veliko mero odgovornosti sprejela tudi direktorica oziroma vodja Kora centra starejših Maja Pučelj Brunec, ki jo v nadaljevanju prijazno vabim, da nas nagovori. Prosim. Spoštovani vsi zbrani. Področje dela, ki ga kot vodja poslovne enote Ravne na Koroškem prevzemam, nikakor ni v zavidljivih časih. Prinaša številne negotovosti in izzive, kot so deficit kadra, sprememba zakonodaje in finančne zagate domov starejših v tej državi. Pa vendar sama, kot tudi drugi moji kolegi, delamo s poslanstvom, z upanjem na boljši jutri in v skrbi za sočloveka,
ki si v žlahtnem obdobju svojega življenja zasluži le najboljše. Zasluži si mir, dostojanstvo, spoštovanje in kakovostne storitve. Center, dom, ki ga danes odpiramo pod ustreznimi pogoji, lahko ponudi vse to. Slediti konceptu izbiram sam, dokler zmorem, je ključ do palete pomoči, ki jo pod tem okriljem ponujamo. S centrom bomo stanovalcem in uporabnikom lahko ponudili polno osebnostno rast tudi v tretjem obdobju življenja ter njihovo aktivno vlogo in prispevek v skupnosti z možnostjo ustvarjanja medgeneracijskega povezovanja. Rada poudarim, da bi si to vrstno obliko z bolj individualnim pristopom vsakdo od nas želel za svojega svojca in prijatelja. Pogosto se pojavi vprašanje, kako bomo manjše enote domskega varstva lahko snovale poslovanje brez finančnih izgub in posledic. Tu smo kljub močni volji in angažiranosti zaposlenih, ki zajema ponudbo številnih obogatenih dodatnih vsebin, primorani računati na podporo naših odločevalcev, torej ministrstva. Le tako bo vizija majhnih enot povezanih skupnosti, ki obsega prostor za socialno vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, lahko dobila svoj pomen. Koroški dom starostnikov pokriva velik del regije in še rastemo in se širimo. Pogosto smo pred zahtevnimi preizkušnjami, a z ekipnim timskim duhom na čelu naše direktorice premagujemo pasti, ki so nam vržene na pot. Na Ravnah obljubljamo županu in vsej javnosti, da bomo po svojih najboljših močeh delovali v korist slehernega posameznika za kakovost naših uporabnikov. Počaščena sem voditi enoto s takšno arhitekturo in s kulturno dediščino dvorca Javornik. Moja velika zahvala velja vsem mojim kolegom v Črnečah, v poslovni enoti v Slovenj Gradcu in mlademu kolektivu na Kori, ki so se v teh dneh s svojim prispevkom še posebej izkazali. Nenazadnje pa bi si želeli simbolom cvetja pokloniti tistim, ki so pustili poseben pečat in doprinos temu domu in naprošam vas, da pridete po svoj cvet. Rok Slemnik. Nuša Gregoršanec Kotnik, naši sodelavci. Gospod Srečko Mlačnik. Marjana Kamnik. Janez Cigler Kralj. Primož Praper. Janez Mačič.
Leon Pokržnik, Mateja Kuntarič, Lidija Vuk Kodrič, odsotna, Peter Medved, in tudi Tanja Malič je verjetno odsotna, a ne? Tanja Malič, Maruša Zorec, Maša Živec, Nena Gabrovec, Andrej Gradišnik, Dejan Ramšak, Renato Črešnik, Liridon Muzagi, je verjetno kje od zadaj, Peter Šuler, Nejc Ošep, Janez Zorman, David Rotovnik, David Pen, Matjaž Čepelnik, prihaja iz ozadja, Milan Omeragič, cvet pohvale pa poklanjam osebi, ki je danes ni med nami, osebi, ki svojim finančnim prispevkom nesebično pomaga večjim zgodbam v tej regiji, da lahko zaživijo s svojim delovanjem. Našemu domu je anonimni donator namenil prispevek v višini 550 000 evrov. Zasluži si naš velik poklon in aplavz. In naš nepogrešljiv in ključni člen, oseba, ki premore veliko znanja, poguma, vztrajnosti, vizijo za rast in korekten odnos do zaposlenih, pa je naša direktorica Katja Pavlinič Šoba. Hvala za zaupanje. Hvala vsem ostalim podjetjem, donatorjem, seveda županu, voditeljici Jani Širnik in dobro došli vsi v našem novem domu. Draga Maja, simbolno ti predajam ta šopek. Verjamem, da boš odlično vodila to poslovno enoto. Kader, ki je zelo angažiran, motiviran. 2 dni nazaj nas je obiskal tudi minister, ki se danes upravičuje, bil je na otvoritvi blokov v bližini in je prišel in so naši zaposleni vsi sestavljali skupaj enosedežno. In to ga je zelo navdušeno rekel, poglejte ta timski duh. Res je, smo tim in Maja, ti ga povezuješ in hvala ti za to. Hvala Maja, hvala vsi sodelavci, to je za vse. Hvala lepa. Gospa Maja Pučelj Brunec, ostanite nekje blizu. Naj vam in vsem zaposlenim
Dovolite v našem skupnem imenu zaželim veliko sloge, timskega duha, sodelovanja, uspešnega dela, ter da bi se prijetno počutili v centru Kora in smelo uresničevali svoja karierna pričakovanja. Spoštovana vodja Centra starejših Kora, Maja Pučal-Brunec, prosim, pridite nazaj, saj sledi še presenečenje zaposlenih, ki vas bodo s posebno gesto sprejeli medse kot svojo vodjo in vam zaželeli obilo dobrega in plodnega sodelovanja. Prosim. Hvala, moj kolektiv in pogumno naprej in pa seveda voditeljica Janja Širnik, hvala in tudi tebi, Šopek, ki še čaka. Hvala. Hvala lepa. In tako kot delo izpolnjuje naše poslanstvo, zdaj lahko jaz ta kolektiv z veseljem v vodjinem imenu pošljem naprej njihovim obveznostim dalje, ki jih kar noče in noče zmanjkati, pa pravzaprav še sploh ni njihov dan D začetka dela. Naj vam uspeva še naprej in dobrega sodelovanja in prijateljevanja, dobro počutje na delovnem mestu je ključnega pomena. In tako kot delo izpolnjuje naše poslanstvo, tako srce napolni prava glasba. Ena najlepših slovenskih popevk iz svoje zlate dobe in njen glas prihodnosti, najlepših slovenskih, prihaja do naših ušes. Domen Kljun in Vrača se pomlad. Soba majhna lepa, Šopek rož. Bela okna so zastrta, dan je noč. Čudovito, kakor sanje, nje telo. Z njenih usta pesem pije moj poljub. Vrača se pomlad, a življenje ne. In spomini z njo kot jata ptic znova zaživi. Vrača se pomlad, a ljubezen ne. V srcu si ves mlad in rad bi osvojil svet. Vrača se pomlad, a življenje zaživi. Vrača se pomlad, a ljubezen ne. V srcu si ves mlad in rad bi osvojil svet. Dolenec na Koroškem, Domen Kljun. Spoštovani
Odprtje doma za starejše predstavlja več kot le zgradbo. To je prostor, kjer bodo domovale izkušnje in modrost, kjer lahko vsak posameznik dobi oskrbo in podporo, ki jo potrebuje za dostojno in kakovostno starost. V tem domu bomo gojili, kot smo skušali tudi dokazovati, kot je skušal pokazati tudi ta tim, povezanost, spoštovanje in medsebojno razumevanje. Saj vemo in verjamemo, da si vsak posameznik zasluži prav to. Zato bomo skupaj ustvarjali toplo in prijetno okolje, kjer se bodo stanovalci počutili kot doma, spet doma. Naj bo naš novi dom za starejše kraj, kjer se bo čutila ljubezen, toplina in skrb, ter prostor, kjer bodo stanovalci in vsi mišljeniki dobre volje uživali v vsakem trenutku svojega življenja. Po prerezu traku, kateremu vas vabim, ki ga bo spremil na saksofonu Grega Šteharnik z Moja dežela, bo kajpak možnost ogleda dvorca, za kar bosta odgovorni tudi spremljevalki na voljo. Odgovorni bodo na voljo tudi za izjave, vsi pa seveda prijazno povabljeni k pogostitvi, polna miza se šibi pod dobrotami in da nazdravimo, kot dobra slovenska tradicija veleva, tudi z rujno kapljico kori na nova uspešna stoletja pisanja svoje svetle prihodnosti. Spoštovani, k simbolnemu zadnjemu dejanju našega dne, novega življenja na tem mestu v prerezu traku, vabim spoštovanega ministra Jevška, spoštovanega gospoda Klemna Rinca, doktorja Tomaža Rožena, gospod Katjo Pavlinič Čoba in vodjo enote Majo Pučelj Brunec. Torej prosim, da se kar napotite do točke T, glavne točke današnjega dneva. Vse vas, spoštovani, pa prosimo, da se razporedite na čudovitem dvorišču, kjer vas bo objela celotna zgodba naše nove kore, torej starega dvorca, in na drugi strani kore. Dovolite še zaključno misel, ker z tega mesta: kakovostno staranje ni odvisno od let, ampak od nas in našega odnosa do življenja. Zato je dobrodošli in naj živi naša kora.